Živijo. Danes malo bolj čudaško začnemo oddajo, tako ne. Ampak nič za to, bo fajn oddaja. Tako vam povem, zadnja oddaja v letošnjem letu je, za informacijo 53. v letu 94 in upam, da se vam bile večinoma všečne. Kaj še kaj? Ja, zdaj si boste lahko gledala anketo, ki smo jo pripravili z Ano. Zakaj ne? Sem eno vprašanje. Ja, kaj pa? Zanima me, delamo eno anketo o tem, ali vi odobravate metanje petard v prednovoletnem času in zakaj? To pa nikakor ne odobravam. Ne, zakaj pa ne? Ogromno nesreč, to je prestiž, to je objesnost, to ne sodi nikamor. Absolutno ne. Jaz bi kaznovala še pa še. Hvala. Kako zmoten za trenutek? Kaj? Eno vprašanje imam. Šef metira. Zakaj? Ne, ali odobravate vi metanje petard v prednovoletnem času? Mani slučajno. Zakaj pa ne? Jer ljude mute. Aha, najlepša hvala. Ne. Zakaj pa ne? Ne vem. Ti jih nič ne mečeš? Ne maraš petard? Ja, ne maram. Kdo jih pa ne mara? Vsak, predrage so. Ja, že jih javno prodajajo, zakaj ne? Odobravate? Ja, tako da ni prej hudo. Pa vam se zdi to v redu? Mislim, vaš ni nič strah, da bi prišlo do kakšne poškodbe oziroma kaj podobnega? Ja, tako jaz mislim, tisti, ki je odrasel, pa da dela to zmerno, pa pravilno, kaj jaz vem, pa da ne meče ravno v ljudi, otroke. Še boljše imam pa, rajši imam tisti kres, ali kaj je že novoletno. Barva ste stvari bolj, ne? Isto, ja. Odobravate vi metanje petard v prednovoletnem času? Sigurno ne. Zakaj pa ne? Zato, ker to moti vse ljudi. In sploh hrup čist brez veze. Ja. Pa vam se ne zdi recimo, da je to tako malo novo leto, pa to zabava vse skup? Ne, to ni zabava. To ni, ne? To ni zabava metanje petard. V redu, hvala. Lahko se malo zmotim? Lahko sem? Mi lahko odgovorite, če odobravate metanje petard v prednovoletnem času? Ne odobravam. Zakaj pa ne? Zato, ker se lahko nasreče in to je nevarno za starejše in za otroke. Najlepša hvala. Odobravaš ti metanje petard v prednovoletnem času? Seveda. Zakaj pa? Doma v sobi. Drugače pa ne vem. Kakšne rakete so boljše kot petarde. Zakaj pa mi nič? Mislim, tako te ni nič strah, da biš kaj poškodoval se ali pa kaj podobnega? Ja, ne, ki jih nimam jaz. Ti jih ne mečeš? Pa bi jih, če bi dodal mi, noben ne da. So predrage? Ja. A to pa nikakor ne. Zakaj pa ne? Zato, ker je nevarno. Se pravi, vi otroku ne dopuščate, da meče petarde? Ne. Redo. Ah, kje pa? Petarde sploh niso tisto sredstvo, s katerim bi praznovali nov let. Se pravi, jih ne odobravate? Ne. Najlepša? Pa mislim, da bi bilo bolje, da se ne. Zakaj pa? Pa vidite sami tiste reklame po televiziji, da je to škodljivo, posebno za nepravilno rukovanje, ne? Se pravi, vi svojemu otroku ne bi dovolili, da meče petarde? Ne. Hvala. Vedno? In ti jih ne mečeš? Ne. Čist nikoli? No, jaz sem včasih že. Se pravi, da si metalen oziroma te ni nič strah? Malo. In zdaj jih ne več, ne mečeš jih več? Ne. Zakaj pa ne? Ker so preveč nevarne, bi rekla, ne? In jih ti nič ne mečeš? Jaz jih mečem sem tam, kjer ni nevarno. Ne odobravam metanje petard na glavnem trgu. Odobravam pa metanje petard tam, kjer so otroci sami in so starši zraven. In s tabo so starši vedno? Ne, nisem več otrok. Redo. Ne, raket. Dio. Jo odobravamo? Ja. Kolikor je. Vi dovoljujete svojemu otroku, da meče petarde? Zakaj pa ne? Ja, zato, ker ni dobro, ker še sam ne rad. Odobravate vi metanje petard v prednovoletnem času? Ne odobravam. Zakaj pa ne? Zakaj? Zato, ker sto starija sem mu posod dame in za vse druge ljudi občane je proti. Ne. Zakaj pa ne? Ja, vse veš, poglej malo po televizorjih, to že videla. Nevarno? Seveda. In ti jih tudi ne mečeš? Ne, jaz ti sploh ne mislim niti kupiti. Redu, hvala. Strah pa trpet, pa moja žena pravi, jaz tega ne prenesem. Hvala. Za MKCTV pripravila Jana Rauber in Ana Lazičič. Živijo še od mene. Imamo še en dolg iz prejšnje oddaje in tu sta tale dva CD-ja, ki jih moramo podariti.
in sicer jih boste dobile. Bruce Cockburn bo dobil Damjan Alešnik, kakorkoli že, Mestne njive 3, 68 000 Novo mesto. In Lynyrd Skynyrd dobi ena taka lepa modra voščilanca. Te so najlepše, definitivno. Tina Florjančič z Muhaberja. Tako. Gogo ima nekaj zapovedati o Muhaberju. Ne, jaz imam nekaj zapovedati. Čak, sem da Gogo pove o Muhaberju. Kaj bi rad povedal o Muhaberju? Jaz pa pozdravljam Lili pa Micka, prav? Ok, še ja. Njemu je najbrž vročina, pa to. Nič, sej. Ja, točno. Gremo! Video spad, daj povej, če bo kakšen video spad. V sredo zvečer, 28. decembra, smo bili na koncertu Pihalnega orkestra iz Straže pod vodstvom dirigenta Merota Sajeta. Bila je tu zelo kulturna in zanimiva zadeva in to si boste zdaj ogledali vi. Lahko vam je pa žal, da vas ni bilo.
Ja, bo tako, zdaj stvar se končuje, ne, končuje se definitivno, jaz sem utrujen, pa tlele ta scena, ki je Dado naredil, je tudi utrujena, v svečka, in se prežgana, počutimo kakšni vampirji, ne, in bomo čim prej tu zdaj nehali. Jaz moram sem še povedati, srečno novo leto, to je pa tudi vse od mene. Srečno novo leto. Jaz bi pa to povedala, da morate paziti, kako hodite, definitivno pazite, kje hodite, kako hodite in sploh kako, mislim, kako hodite. In pa drugače pa lepo praznujete, pa fajn se vejte, pa srečno novo leto. Ok, srečno novo leto. Lahko noč.